Nekako vam je že dovolj teh obtoževanj v državi pred volitvami, smo, to ste tudi sami rekli, ampak zdaj me zanima, ali je Janez Janša zdaj bolj trden v odločitvi, da zmaga na volitvah, kot pa je bil pred to oddajo, in ali Janez Janša še vedno ustraja, da bo ustrajal v politike, kar je njegova nekako zavidljiva sposobnost, saj po mnenju, mislim, da Playboya pred enim letom ali dvemi. Zdaj vidim, da ste si za soočenje, ki je pol odpadlo, ker so se nekateri ustrašili, pripravili veliko vprašanj. Ni treba, da jih imam še postavil danes. Bi se potrudil, da bi do tega soočenja vseeno prišlo. Ne. To se pa trudim, ja. Da so si sekla v roko, zagotovili ste mi konkurenco, na drugi strani pulta, potem je pač ni bilo. Zdaj, kaj je meni žal? Meni je žal to, da se dobra 2 tedna pred volitvami pogovarjamo o tem, kaj je bilo objavljeno na neki tuji televiziji in kaj je kdo iz Slovenije položil v usta finskim novinarjem. Namesto, da bi se pogovarjali o tem, kaj kakšna od kredibilnih slovenskih političnih strank ponuja v programskem in kadrovskem smislu ponudbe za prihodnost. Tega nekako v tej kampanji ni. In to je velika škoda. Očitno so nekateri presodili, da imajo slabe programe, da imajo slabo kadrovsko ponudbo in da se v tem ne morejo meriti z sedanjo koalicijo ali pa z Slovensko demokratsko stranko in na ta način posredno ali kakorkoli drugače odpirajo vse druge teme. Torej, doslej se ni bilo še nikjer možno soočiti glede tem o prihodnosti, o razvoju, o stvareh, ki bodo bistveno odločali o tem, kako bomo živeli v prihodnjih 4 letih. Samo stranske teme se odpirajo in to očitno zelo koordinirano in pripravljeno.